Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa lige Telemach, naše elitne nogometne druščine v Ljudskem vrtu. Je pred nami srečanje drugega kroga državnega prvenstva. Maribor in Aluminij se bosta srečala, kot ste lahko videli že v uvodnem zapisu. Zdaj znak Obrenoviča, Repas proti Jakupoviču, še nevarno, Lorber strelja in obranili so se Kidričani. Si želi seveda visoke izobrazbe, zdaj skupaj pa zdaj kar lepo kombinira, da temu tako rečem, tudi z igranjem. Panič, da je njegov strel bil kot. Jakupovič zdaj proti bližnji vratnici, Karič je skočil, Mitrović, ali je tule žoga morda že zapustila. Napaka Koblarja, ona je zdaj priložnost, Koblar je povlekel Lavšiča za majico, prejel bo zagotovo rumeni karton v nadaljevanju, tule Obrenovič pustil prednost, še nevarno, Lorber v kanskem prostoru, Šalmah je posredoval in ali bo Lorber prejel rumeni karton, potem bo to izključitev. Tule je želel očitno po mnenju Obrenoviča prelisičiti glavnega sodnika, prejel bo rumeni karton in to je karton za izključitev. Težave za Maribor. V 56. minuti drugi rumeni karton za Lorberja. In Maribor bo nadaljeval le z deseterico. Zdaj pa mislim, da si je s tole odločitvijo, ki je bila pogumna, Rade Obrenovič nakopal zagotovo nekaj dodatnega gneva. Brest bo poizkusil, Brest spodrsnilo je Brestu, priložnost za Aluminij, Suso je poizkusil z glavo. Gara v tiste prvem obrambnem bloku Aluminija, Repas, Milec, Repas je razpoložen danes, Milec, dobri predložkom, Jakupovič, Maribor vodi. Končna asistenca Milca in potem še enkrat sjajna reakcija Arnela Jakupoviča. 65. minuta, Maribor je z igralcem manj prišel do vodstva in zdaj bosta verjetno kaj hitro vstopila Katuša in Skiba. Kakšna asistenca je bila to Martina Milca. Odločil se je za podajo Gorenaku, Martić. Martić z levo nogo daleč, nekaj težav za Juga. Katuša zdaj s predložkom proti Martiću. Jug izvrati, na koncu je žogo uspel ujeti. Vsi mariborski nogometaši zdaj garajo v obrambi. Katuša je žogo pridobil nazaj. Našel tule Skibo. Skiba strelja. Diagonalen poizkus, ki je zletel mimo vrat. Damir Krznar, prišli ste do pomembne zmage. Morda najprej vprašanje o izgradnji neke, pa ne samo zavesti, ampak tega, da so fantje bili 100% pri glavi z vašo izjavo pred tekmo, da morajo biti zelo pozorni, da se nekako bojite Aluminija. Ste dobili nek odziv, ki ste ga željeli od ekipe? Da, dobio sam fantastičan odaziv, osobito u trenucima kada smo ostali bez igrača. Nismo stali, tražili smo i dalje pobjedu, uvjereni da to možemo. Trčali i natrčali ovoga gosta koji u tome prednjače, koji imaju zaista odličnu tranziciju. Mi smo ti koji smo iz tranzicije došli do pogotka. Moram reći da mi je zbilja ono srce ovakvo, jer svaka čast kapa do koda svim mojim igračima. Ne samo što su nakladili igrača više, nego su, kažem, došli i zadnji, izvukli one zadnje atome snage. Naš kapetan je u 2 popodne još ležao u krevetu, onako na granici temperature, preskočio je i ručak i aktivaciju, došao na utakmicu. Bio je dogovor da je odigra 45 minuta, odigrao je svih 100 minuta, fantastično, znači, ali to je to. Tako se bori za boje ovog kluba, tako se bori za ovaj grb. Ovaj grb zaslužuje takve igrače, ti igrači zaslužuju Maribor. Kaj vam pomeni reakcija ob doseženem golu? Ne, vsi ste skočili na kup, vsi igralci so skočili na kup. To je najverjetneje Maribor, ki si ga želite? Tako je, to je to. To je kad vidite da smo na rezervama, da patimo svi, ali nitko si ne da taj luksus da stane, nitko si ne da taj luksus da odustaje. Nema odustajanja, nema predaje. To je moto koji nas mora krasiti. Znam da u nekim utakmicama nije bilo tako, ali ok, ovo je dobar put, treba to držati.
Moramo pa seveda dotakniti se še Josipa Iličiča, danes ste mu dali priložnost. Veliko je bilo govora tudi o tistem pečenju koruze. Kaj lahko zdaj rečete, bo Jojo pomenil za Evropu? Ma to su nebitne stvari, pa na kraju krajeva šta da čovjek radi u svoje slobodno vrijeme, ne razumijem, ali ok, nema veze. I danas nije bio u planu da nastupi, ali znate da može zadnjih 10-15 minuta držati loptu, čuvati loptu, radi toga je ušao i to je napravio, to je odradio, sigurno da još nije na nivou da bi mogao odraditi veće dijelove utakmice, ali koristit ćemo ga. Naravno, Jojo je s nama, daje sve od sebe, zaista pokušava i mimo te ozljede, kažem, i ozljeda se dogodila samo zbog njegovog prevelikog htjenja, ali tu je odgovornost meni koju sam mu dozvolio da ju igra. Damir, hvala in srečno v Evropi. Hvala i vama. Robert Pevnik, druga zaporedna tekma proti zares zahtevnemu, kakovostnemu tekmecu, ampak vaši fantje so znova dokazali, da zmorejo. Kaj ste morda sami videli v predvsem prvem polčasu, ko Maribor ni prišel do nekih zares čistih situacij? Vse Maribor celo tekmo ni imel čiste situacije. Problem je v tem, da smo imeli igralca več, diktirali ritem, ena nepazljivost, en igralc med 4 našimi, slaba komunikacija, gol. Nimam kaj očitati, nisem pa zadovoljen z igro v napadu, nismo zabili, zaslužili smo se, da bi zabili. Premalo smo igrali nogomet in prvi polčas in drugi polčas, premalo smo potrpežljivi in premalo si upamo 1-1 v tej zadnji tretjini, da smo bolj predrzni. Bomo to popravili, vseeno pa mislim, da bi čestito Mariboru na zmagi, ostaja nam pa lahko žal, ker bi danes smo si sigurno zaslužili več, nismo dosegli tega. Zdaj pa gremo v garderobi, sem povedal, razmišljamo v Kopru, petek je že Koper, to je pozabljeno, gremo naprej. Omenili ste igro v napadu, ravno o tem sem želel vprašati. Morda se opazi še neka neuigranost, sploh zdaj, ko je Bamba Suso danes dobil priložnost od prve minute? Ja, seveda, mora priti. Vemo, da priprave je na redu, ni še pa v pravi tekmovalni formi, še mu manjka. Zato sem ga tudi menil 60 minuto, da ga imamo naprej, da ga po domače ne skurimo do kraja. Vidiš se pa, da ima potencial. Ampak tudi drugi, premalo konkretni, premalo si upamo. Danes je manjkala ta predrznost zadnjih 30 metrov. Vse je bilo neki poprirost, neki to, ampak nogomete nagradi, ko si ti upaš, ko si želi zabiti gol. Mi smo danes gledali, kot da si ga ne želimo. Robi, naj se to spremeni v prihodnje in srečno. Se bo, hvala, čau. Sven Šoštarič-Karič, prišli ste do nekako prigarane zmage proti Aluminiju. Trener vas je opozarjal z nekimi izjavami pred tekmo, da ne smete biti lahkomiselni. Je to tudi delovalo v tem, da ste šli v duelih na polno, vsem na polno? Ja, absolutno. Mislim, da drugače se zoperstavi takemu nasprotniku kot je Aluminij se enostavno ne moreš. Moraš pokazati enako željo, enako voljo, enako borbenost, če ne še več. In v prvem polčasu žal nismo dali gola, ampak na srečo potem v drugem enega dali in zadržali to 0 zadaj. Koliko je spremenil načrt tisti rdeči karton, ko ste ostali brez Lorberja? Ste karkoli spremenili, kar se tiče taktike zaradi trenerja ali že imeli pripravljeno karkoli vnaprej? Pa ne, mislim, da je to, kako bi rekli, samoumevno, da se postaviš v 2 bloka po 4 igralce. Tako smo tudi potem ostali in mislim, da je tudi potem prišlo to iz klopi in to je to. Samo še vprašanje glede poškodbe. Je ta zdaj dokončno pozabljena? Ja, malo je, malo ni, odvisno kaki dan, kaka noč in upam, da bo tako trajalo, tako da se že veselimo nove tekme in komaj čakamo četrtek. Sven, hvala in srečno. Hvala lepa. Karl Gorenak, danes ste igrali v Ljudskem vrtu, najverjetneje nekaj dodatnega motiva, ne glede na to, da gre za bivšo ekipo. Ste pa odigrali kar korektno tekmo, čeprav ste na koncu ostali brez točk. Pa ja, no, malo večja motivacija je, ne, bivši klub Ljudske vrte je vedno lepo igrati. Mislim, da nam je na koncu vseeno zmanjkalo malo konkretnosti v napadu in tista ena napaka v obrambi, ampak no, prišli smo po 3 pike, žal to ni uspelo, pa drugič. Ja, najprej Celje v prvem krogu, zdaj Maribor zahteven žreb na začetku, ampak vseeno ste pa dokazali, ne, da je neka samozavest iz prejšnje sezone ostala. Koliko bo zdaj pomembno prenesti v 3., 4., 5. krog? Pa ja, moramo analizirati to tekmo, pobrati tisto, kar lahko, se sfokusirati, imamo dobro ekipo, no, s fanti se razumemo, že iz druge lige ven. Mislim, da lahko to sezono nekaj dosežemo. No. Najlepša hvala in srečno.